ministrice pravzaprav ni možna. Izvolite, beseda je vaša. Besedo se bi samo toliko vzel, da bi vas od srca pozdravil. Izrazil veselje, da sem danes tako skupaj z vami. Pošteva več tudi omizje, seveda. Če bi karkoli se lotil predavati iz naslova mojega vedanja, poznavanja ospredij in ozadij tistega časa, vse do danes bi to predolgo trajalo in nekako, seveda ni to moja prva javna tribuna, verjemite mi, v zadnjem mesecu pa pol intervežen približno 30, pa še jih je nekje pred mano, ne? In nekako izoblikovala se je metoda kot najboljša, najljubša ta, da bi jaz prepustil besedo vam. Tako da bi vi mene vprašali in jaz vam odgovarjal. Kajti, kot sem rekel, ogromno je zapovedati, ogromno je za pojasniti, za pokomentirati, pa bi to rad naredil na takšen način, da bi odgovoril na vaše vprašanja in vam pomagal, eventualno, če kakšna dilema obstaja, kakšno dilemo razčistiti in še kaj drugega povedati. Tako da, to je vse, kar sodi v moj uvod, po mojih zamisli pa bi predal morda besedo mojim kolegom za televizijo. Dobar dan in hvala, ker ste me povabili. Zdaj, nekako sem razumel, da imate vi še obveznosti danes. Zdaj, če bo uspelo, da boste z nami do konca, bomo še najbolj veseli do vsega. No, krasno, prosim še en aplavz. Kljub vsem obveznostim, ki jih imate in vsem terminom, ki vas so že dočakali in vas še čakajo v bodoče, smo zelo veseli, da ste si vzeli čas tudi za nas v Trebnjem. Pa bi mogoče jaz vam postavil pravzaprav prvo vprašanje, namreč Trebnje in dogodki v času osamosvojitve v Trebnjem so glavno obeleženi z zaustavitvijo kolone, ki je iz Karlovca in preko naših krajev želela v Ljubljano. V naših krajih je bilo kar nekaj časa ugibanje, kaj pravzaprav je bilo ozadje te kolone, kaj je bil namen te kolone. Z veseljem smo, ponosni smo na to, da je najdlje, kar je ta kolona prišla pravzaprav samo še do Medvedjeka in potem se je pač morala obrniti nazaj in je šla odkudar je prišla, oziroma niti tja se ni več vrnila. Mogoče nekaj, če lahko osvetlite nekaj ozadja tega dogajanja. Z veseljem. In prav je, da začnemo na lokalni ravni, čeprav ta predstavitev, ki sem jo pripravil, se konča z sporočilom, da sem bil se strani ministra za notranje zadeve v zgodnem času priprav leta 90 imenovan za načelnika manevrske strukture narodne zaščite v Republiki Sloveniji, kar pomeni nič drugega v praksi kot za šefa vojske. Kajti manevrska struktura narodne zaščite je že splošno ime, ki se je prijelo v slovenski javnosti, ampak je samo eno od različic imen za slovensko vojsko. Tako da, komod, lepo, da začnemo na lokalni ravni, bi pa seveda predvsem želel prepustiti lokalne stvari mojim spoštovanim soborcem, kolegom, ki so tu bili in to od bliže videli, kot sem videl jaz. Ne? Jaz bi pa odgovarjal na generalni ravni, konec koncev sem počinil general in tako se spodobi. Pravijo, da se preveč ne spuščam v stvari lokalne ravni. O Trebnjem in o Medvedjeku govorimo, tako sem načel kot o lokalni ravni. Da, res je, ampak to je imelo izjemen vpliv na generalno ravno. Zato absolutno pritiče moja debata, moja razlaga tega primera, kako je to bilo in kaj je to pomenilo v tistem času. Nekoliko vrnitev v začetek, da bomo bolje dogodke na Medvedjeku razumeli. Torej, v tem času smo priča, seveda, v teh preteklih 25 letih mnogim manipulacijam po maniri preteklih 45 ali 50 let. Ena je tudi ta, da je vojna za Slovenijo trajala 10 dni, da se je začela 27. junija leta 1991.
To so vse race, ali pa kot jaz rad imenujem kukaviča jajca, ki nam jih potikajo z en sami namenom. Zmanjšati pomen osamosvojitve in vse, kar je v zvezi s tem. Pa nič hudega, tudi če bi samo 10 dni, vse poznamo vojne v svetu, ki so trajale krajše. Opozarjam, posebej bodite pozorni, ne? V 10 dneh je v čem stvar potaknjena v bistvu. Poleg tega, da je seveda to na videz, kot da je to nekaj minornega, nekaj operetnega, razni izrazi so padali. Skozi 10 dni nam je usiljen kriterij, spoštovane in spoštovani. Bodite zelo pozorni, kaj počno z nami in nas imajo za norce že res prav predolgo. Pa upam, da bo temu malo konec. Vsekakor pa takrat, ko bomo to dobro spoznali. Usiljen nam je kriterij trajanja in izvzet kriterij, ki je pa edini relevanten. To je pa kriterij končnega rezultata, ki mene osebno, verjamem, da tudi večinoma vas edini prepriča. V čem je ta zelo vešči kriterij časa? Seveda, kar ni trajalo nad 4 leta, vse veste, kam je. Ne more biti toliko vredno, kot tisto, kar je trajalo 4 leta. Pa tudi, če smo ga tako kot maček 4 leta bolj ali manj biksali na Tanči gori in pod Tančo goro in sestavljali sezname Slovenk in Slovencev, ki jih so malo potem, ko so prišli v Ljubljano, začeli pobijati in jih pobili na 10 000. Te počno to. Pa če bi bilo vse res, torej ne držite za, to se ni začelo, vojna za Slovenijo ni trajala 10 dni. Če pa izmerimo po rezultatu, po končnem kriteriju, ki je edini relevanten, je pa neprimerljivo. Rezultat druge svetovne vojne, pa ne bo kakšne pomote, moj oče je bil partizan. Toliko zlahka to bolj govorim. Seveda je pa posebnost moje družine, kar je zelo pomembno, da je moja mati nedolžna, ne kriva, pač izhajala iz družine, kjer sta 2 brata šla v partizane. In ko sta bila prisiljena iti v sosednjo vas, med ljudi, ki so jih poznali, ljudem odvzeti živino, vemo, kaj se je počenjalo in kakšna je bila ta manira. Seveda, zaradi tipične krščanske vzgoje in manire, ki pri Slovencih velja, tega seveda nista mogla narediti. Ja, in kje sta pristala? Pač sta pristala na drugi strani. Tako je, recimo, sem prišel na mojo družino, ker je zelo pomembno, tudi da se bo bolje poznalo mene, kdo pravzaprav sem, kajti ta celica je me najbolj vzgojila in mi dala vso potrebno vedenja, ki sem ga seveda šele pozneje spoznal. No, in gremo nazaj. Kaj je rezultat druge svetovne vojne? Tudi tu se iz zadnje čase toliko bolj sprenevedajo. Te, ki nas imajo za norce. Jaz uporabljam vse bolj čist jezik. Bodite pozorni. Revolucija kot pojem in kot pojav je kar nekaj poniknila. Če mi znam dopovedati, kdaj in kje, bom zelo vesel. Še jaz sem presenečen. Kar naenkrat je ni bilo več. Hodil sem pa šolo in rodil sem se v času, ko sem mislil, da je tisti edini svet, torej na področju zaprtega prostora Kočevske reke, in o tem vam lahko marsikaj zanimivega danes povem. In če sem v šoli slučajno povedal, kar sem se naučil iz učbenikov, kajti to so pa znali, nas krepko učiti, malo drugače, kot danes učijo o slovenski osamosvojitvi še v šolah. In če sem pozabil reči, me je tovarišica, kakšna prijazno, ena pa tudi s klofuto. Pisala se je pa Piber Danica, z prve roke vam povem. Naučila, da to ni bil NOB, to je bil NOB in revolucija. Še danes je polno spomenikov, morda tudi na vašem koncu, ki govorijo o tem. Ampak danes je revolucija zginila, govorijo samo o nekem NOB-ju. Namenoma govorim o nekem NOB-ju. Kajti NOB je bil trik za pridobivanje ljudi, kot je bil moj oče, ki ni bil nikoli komunist. Šel je pa partizane, ker ga je pač povabil njegov prijatelj,
pozneje ga rešil. Zelo zanimiva zgodba mojega očeta, ki je pristal v tiskarni Centralnega komiteja Zveze komunistov na Goteniškem Snežniku kot ekonom in glasbenik, kjer smo glasbena družina. Po njemu imam ta dar, da tudi v zaporu napišem recimo odo svojemu kraju. Kostelska dolina je zelo popularna. Veliko stvari, hkrati povem. Eno bil bi trik in nekoč mi je nekdo rekel, nekaj, verjemite, da je res, da to ni izmišljotina. Nekdo, ki je izhajal iz monolitne družine, za razliko od mene, ki sem pač izhajal iz družine, kot sem jo predstavil. Monolitne, seveda, partizanske, partijske, gotovo. In se je začel kot predstavnik moje generacije, potomec, počasi zaveda, da to ni bilo čisto tako, kot so ga učili in mu pripovedovali. Me je pa prepričevati začel, je rekel, to ne veš, sej, počasi vidimo, zakaj je tam šlo. Ampak veš, sej, naši niso bili kriv. Hudir se je začel takrat, prej, ko so vsi peš hodili, pa ne vem kako, spali v istih barakah, pa ne vem, pod isto smreko, pa tako naprej, je bilo to čisto vse v redu in fajn. Hudič je pa bil, ko je maček zajel prvi Mercedes, Švabom. In se je on pelal, pravi, naši so pa za njim z ruzaki nosili neke šunke in te stvari, ki so rabili, da so pač te ljudi so dobro živeli, ne dvomite. Ne? Tam je on videl, da je problem ratov, ne? In prav, in vse pol, ko so začeli komunisti stvari furati. Poglejte naivneža človeka. To ni bil neizobražen človek. Človek je pozneje bil tudi deloval in je prednedavni nastopal na oddaji RTV Slovenija 1, Latentna vojna, 2-3 dni nazaj, večinoma ste jo gotovo videli. Gospod Adamič, moder človek, spoštujem ga, pa je deklarirani komunist. Lahko pozneje kaj več o tem povem. Ampak človek, ki ni spregledal, pa počasi, po tem, kot nastopa, vidite, da počasi mu nekaj kava. Se rekel, Vojko, a ti res verjameš, da so šele takrat, ko je maček prvega Mercedesa vzel Švabom, začeli stvari pelati komunisti. Mislim, smejim se. Poglejte, kakšna stopnja, kakšna raven vedenja v stvari. A ti ne veš, da so komunisti od samega začetka peljali tako, kot so bili pač naučeni in kot je bilo diktirano, odkot pa je bilo. Se opravičujem, bom pozneje vse argumentiral, kar bo danes izval malo močneje. Ne? Bom rekel, skoraj tako kot danes, ko so že zopet mnoge stvari dirigirane iz Moskve. Pa me kar vprašajte, kaj sem mislil s tem, ko sem to rekel. Zgovorim v kamere, javno, pa direktno. Tudi takrat so bile. Treba je samačkam prebrati, se seznaniti. Kakšnega Svetino, od enobeja do banditizma je zelo fajn prebrati. Jaz sem v zaporu na dolgo temeljito naštudiral. Tudi kakšne utrinke iz podzemlja bi bilo zelo fajn prebrati. Predvsem je dobro prebrati, svetujem vsakomur, kdo najde čas v dolgih zimskih dneh. Jaz sem to v zaporu temeljito naštudiral. Pa 30 let ali 35 let pozneje, ko so to študirali v Nemčiji ali Ameriki, Milovana Džilasa, novi razred, in še marsikaj bi lahko naštel. Ko človek to spozna, eno samo spoznanje. Pri nas so komunisti zadevo samo speljali. Ko boste videli, kako od enobeja do banditizma opisuje Albert Svetina, namestnik mačkov, piše knjigo, dokumentarno gradivo. Kako maček, ker sem ga jaz osebno poznal, lahko tudi o njem govorim, zato sem v pismu, ker zahtevam, da se enkrat konča s tem 27. aprilom in da se nehamo norčevati s to rečjo. Ste gotovo prebrali. In mu pišem, da je bil primitivec. Zakaj? Ker sem ga poznal. Ker sem 10 let delal v zaprtem prostoru, tako rekoč pod njegovo komando. Ampak piše Svetina o njem. To je človek, ki ni zbral 5 stavkov, da bi jih artikuliral v neko misel, skozi katero je moral poročilo pisati centralnemu komiteju partije. Ampak so mu pač pomagali ljudje, kot je bil Svetina. Kdo je pa bil ves čas ob njemu? Ob njemu je bila ves čas delegacija ruskih oficirjev. Preberite knjigo, pa boste videli. Človeka, ki je bil njegov namestnik. To ogromno pove. Zakaj je bil kot tak v Drvarju izbran?
in posvečen strani Tita. Na tak način posvečen strani Tita, da čeprav je bil nepismen, tako rekoč, je slovenska partija ni nadzirala njega, ampak se ga je bala. V zadju je sam en argument. Če ga je posvetil in mu dal to vlogo, ki jo je pozneje odigral Tito, je zatem bila Kominterna. Sej Tito ni odločal, čeprav je bil neprimerno inteligentni človek, gotovo od tega pohvarjenca in morilca, mačka. Zakaj pa je takšnega zbral? Zato, ker itak bi skoraj na koncu krščanski ljudje mogli reči, skoraj bi mu mogli reči, pa tega ne morem reči, povedal, kaj mislim. Se mu ne moreš zameriti, če počne nekaj, kar ne ve, kaj dela, po Kristusu. Pa mu tega ne morem reči. Kajti to, kar je počel, to je grozota. Da je pomoril tako rekoč intelektualni cvet v Sloveniji. V Rogu, kjer mu danes odpirajo spomenik in moja slovenska vojska mu drži častno stražo. Zato je v moji moči edino, kar je, da napišem takšno pismo, ko ste ga lahko prebrali in ker zahtevam, da se ta norija prekine. To ni samo norija tistega časa. Na noriji tistega časa živimo tudi danes in doživljamo to, kar doživljamo. In če ne bomo s to norijo tistega časa prekinili, tudi ne bomo prekinili norijo današnjega časa in problemov, ki jih je gospod župan pač v enem segmentu v lokalnem najavu, problematike, neke birokratske narave in tako naprej. To je samo droben simptom, kot je izgon mene iz Šubičeve gimnazije, še predno sem vanjo prišel. Kamorkoli se obrneš, je svet v Sloveniji na glavo postavljen. Samo zaradi tega, ker tega, kar se je zgodilo prej, nismo razčistili, nismo onemogočili, mi smo čudovito speljali proces osamosvojitve, nismo pa ničesar naredili resnega še, hudo resnega še, na področju realne demokratizacije. To, da nismo speljali ilustracije Slovenci, nam Bog nikoli ne bo oprostil. Tu pa se čutim, da sem v družbi ljudje, ki smo krščanski ljudje in vemo, ko te Bog vzame v roke. Greh smo si naredili, sami smo krivi zanj in plačali bomo to ceno in plačujemo jo. Toliko malo o backgroundu, globokem nazaj. Vojna za Slovenijo. Temeljila je na rezultatih tega, kar se je zgodilo v drugi svetovni vojni. Slovenija je postala, kaj je bil rezultat? Moja kočevska rdeča dežela, moja občina. Res, pomilujem moj kraj in ljudi, ki niso krivi. Posod apeliram, tudi tukaj kličem k temu. Ne karajte ljudem, ki tega ne razumejo, zameriti. Pomilujte, pogovarjajmo se, pomagajte, da bodo spoznali. Prišlo bo do spoznanja, gospod župan ima prav, to se bo zgodilo. Ampak moramo imeti potrpljenje, pa moramo delati z ljudmi, pa ne povzroča sovraštva in ga tudi ne sprejemati, ker nam ga vsiljujejo, kot vidite. Kaj je bil rezultat druge svetovne vojne na našem prostoru? Pristali smo v Jugoslaviji. Pristali smo na Balkanu. Moja diploma v Angliji, na akademiji, ki sem jo, hvala Bogu, imel možnost, priložnost in jo často zaključil, ima naslov Slovenija na Balkanu in v Združeni Evropi. Moja naloga je izdelana leta 2001, predno je bila Slovenija članica Evropske unije. Ne bom v njej, lahko, če bodo kaj hotel vprašati, zato delam uvod, da bi me lahko konkretno potem spraševali. Na Balkanu smo pristali. Pa, recimo temu manje više, gledano teritorijalno, geostrateško. Največji problem tega časa in našega pristanka v naročju Balkana je mentaliteta. Nihče ni imun. Pri sebi začenjam. Še sam sebe ujamem dostikrat. Važno je spoznanje. Kot narod, kot celota. Tako rekoč za vsakim mogalo je evidentno. Zgodila, kaj so pridobitve, tekovina revolucija, kako so rekli Jugoslaviji. Slovenci smo izgubili velik del
nacionalnega telesa. Že kvantitativno. Kvalitativno pa svojo inteligenco v veliki, veliki meri. To ceno plačujemo, ljudje moji. Grozljivo dan današnji. Pa se mnogi ljudje tega niti ne zavedajo. Dobili smo režim. Totalitarni režim. Z celotnim aparatom, ki vedno sodi v ta režim. Ni možno drugače ga vzdrževati. Mreže tajnih služb, ki so omogočale obstanek tega režima, na čelu seveda z jugoslovansko armado, so produkt druge svetovne vojne na tem prostoru. Kaj je bila jugoslovanska ljudska armada? Treba vedeti. Ljudska, v posmeh. Kdaj? Nikoli. Ampak kaj si moraš pomagati? Še kakšni filmi obstajajo, jih imam, bi lahko vam pokazal. Ko se človek starejšega datuma od mene, že takrat, ko je prišlo do odkritega spopada, o katerem želimo potem pa spregovoriti malo. Zato sem malo razširil to temo. Seveda, joka, odrasla oseba. In se sprašuje, je to mogoče, da je to naredila, da to počne, ruši, trga, razbija, uničuje moja jugoslovanska armada. Kako mu naj zamerim? V njej je služil. Verjel je, da je to naše, da to nas brani in tako naprej. Nikoli ni bila naša. Vedno je bila samo partijska. In če je bila od koga v nacionalnem pogledu, potem je na koncu pokazala svoj obraz. Bila je srpska. Če je bila sploh njihova. To vidim po kimanju, da tisti, ki smo to doživeli, vemo, kaj jaz zdaj govorim. Ampak predvsem je bila, kaj? Bila je partijska. Tudi njen ustroj o tem govori. Danes je premalo znano. Sam Krkovič je neizobražen človek. Ni niti eno uro smel predavati na vojaških šolah v Sloveniji. Nekoč bo grdo pisalo o tem zgodovina. Celo na žene jo me iz kakšnih gimnazij. Zaradi razloga, kot je rekla gospa profesorica Štimčeva, ker se pa vedno račalim in počas mora preiti na moj stil, jaz se bom iz najresnejših stvari, to je moj način preživetja, če ne preživo. Všeč mi je bilo, kako je to ponazorila na odboru za šolstvo, ko je obravnaval tudi moj primer Šubičeve. In je gospa naivno lepo pač povedala po domače, gospa profesorica zgodovine Ana Marija Štimac, da je profesor klonil za to, ker da ga je naskočil en del profesorskega zbora. No, jaz imam domišljijo, veste, sem umetniška duša, poleg vojaka, ne? In sem včeraj komentiral mojem kočuju, da imam dvignem vzdušje. Pogrešam kakšnega karikaturista tipa Miki Master, da bi to idejo, ki jo je gospa izrazila, izrisal kakšno karikaturo in potem bi jo jaz uradno predlagal, da knjigo Figure Venere izdopolnimo z 101. fotografijo. Tako malo tudi kakšno šalo zbijem. Ampak resno govorim. To so resne stvari. Šubičeva je strašen simptom tega, kaj govorim. Še vedno govorim, kaj smo doživeli za drugo svetovno vojno. Sistem izobraževanja in predvsem vzgoje. Kdo to loči, je zame, ne bom rekel grdo besedo, ampak upam si, da še tukaj prepriča se, da tu takšnega ni. To je zame idiot. Kajti tam je šlo, seveda je šlo za izobraževanje. Vse so diplomirali matematiki, fiziki. Mi imamo seveda ljudi, ki so zaradi svojih talentov in izobrazbe, predvsem v naravoslovnih področjih in tehničnih strokah in tako naprej, naredili mnoge dobre rezultate. Ampak katastrofa na področju družboslovja. Kopica visokih naslovov akademskih, ki štrlijo čez ekrane še dan današnji. Pa smo tako postali nesposobljeni v tej naši pregovorno bistri pameti, ki v Sloveniji še je, čeprav je bila hudo uničevana, da se ne vprašamo enega samega ne, gospod ali gospa, iz česa si pa ti doktoriral? A ni vsebina pomembna? Si to so nas tam naučili, da ni. Ali magistriral. Marsikdo v Kumrovcu, mnogi ravnatelji šol,
Samo hitro povzemam vse, ker vidim, da me vse razumete, ker isto mislite kot jaz. Sem jaz pa o tem govorim danes. To so pridobitve tistega časa. Od vrtca naprej, zastavca v roke, naštito, tudi jaz. Imam čudovito zgodbo eni deklici iz mojega kraja. Nimam časa, da bi povedal, pa bom opisal v moji knjigi, ki je bila brihtna. Bolj kot vsi odrasli. Vse to smo počenjali. Pri nekaterih je popustilo. Poglejte, kakšna množica ljudi še dan današnji vlači te zastave ven. Kako taki prijemi delujejo in čekujejo. Dan današnji namahajo z jugoslovanskim zastavam, z rdečim zvezdam. Odkot pa je prišla rdeča zvezda? Z Rusije, pa nekje drugje. Od tam, odkot je bil sistem voden. Zato govorim o drugi svetovni vojni. Grozljivki na slovenskem prostoru. Kaj nam je pustila? Torej, ves režim, razbohoto nevarnostne službe. Grozljivka. Pa da bom konkreten. O jugoslovanski armadi se rekel, predvsem lepa partijska. Kdaj je bila ustanovljena? Dajmo že ljudi nekaj naučiti. Decembra meseca leta 1941 v Rudu, v Bosni. Na kater dan pa? Ne 22. decembra, ko so nas učili, ampak 21. decembra. Preberite. In kaj pa je zdaj pomembno, bo rekel Krkovič, večni komplikator, ne? Nisem kriminalec, pa še komplicira povrh vsega. Za en dan, gor pa dol. Dame in gospodje, ni res. Ni isti 21. pa 22. december, približno. Ni možno približno reči. Namreč 21. december je dan Stalinovega rojstnega dne. Tito je poklonil prvo proletarsko brigado, ustanovitev, imela je točno 1199 pripadnikov. Že prvi čas se sprašujem, zakaj pa ne 1200? Na to vprašanje si nisem še uspel dati odgovora. Preberite, če je res. Kdaj pa je postal dan 22. december? Kdo ve? Sodelujmo, pojmo v interakcijo. Nismo bili več prijatelji najbolj. Tako vidite, ko sta se pa sprla s Stalinom, je pa opredelil, je pa menjal za en dan, to ni bil problem narediti, in je seveda posvetil prvi bitki te brigade. Seveda bitki ne ravno z okupatorjem, čeprav delno da, z Italijani in četniki. Zgodba o četnikih je zelo zanimiva. Če bo kdaj doželel, naj me povabi, pa bom lepo razložil. Tudi to knjigo sem temeljito naštudiral. Svetujem za prebrati, ima črne platnice, avtor o kolaboraciji partizanstvo pa se je imenovalo, z kolaboranti, z agresorji, je lepo opisano v knjigi avtorja Samardžiča, Srba po rodu, je pa prevod obstaja v slovenščini. Priporočam, preberitmo to, da bomo spoznali enkrat to zgodovino zares, zakaj je šlo, ne po mitu. Ampak gledajte, zanimivo, tako prekleto je bilo treba vedeti, koliko je na uro natančno se je dalo določiti starost jugoslovanske ljudske armade. Krkovič se pa že 25 let bori, kot rad rečem, v Sloveniji, pa ne da bi jaz to rabil, ampak zato, ker ne moramo enostavno naprej, če teh pojmov ne razčistimo. In občasno, kot pravim, spet malo šale vnašam, humorja, v to zgodbo. Spravim, kakšnim prijateljem iz mojih vrst, tudi političnim, sem dal vedeti. Ne ti mene, Janez. Recimo, lahko je Janez tudi za Slovenca, se veš, da je ime, ki je pregovorno, vsi Slovenci so Janezi, da ne bom direktno na koga preveč pomeral, čeprav ga imam mislim. Ne ti mene. Krkovič ima v Sloveniji v 25 letih izkušnje v bojevanju z sovražniki, ampak tudi s prijatelji. Zelo resno sporočam. Vsakdo je nekaj pripomogel. Tudi ta prekletstvo, ki ga nosi ta narod v sebi, kakšna fovšija, zavist, ne vem kaj še vse, ni samo pregovorno, je res. Včasih vpliva, da smo sebi večje zlo kot naši nasprotniki. Politično merim. In tudi zaradi tega še danes se ne ve v Sloveniji, koliko je stara slovenska vojska. A se res ne ve? Še lahko se ve. Sem ne sme se vedeti. Kaj nam je še prinesla Jugoslavija? Še danes nas spopajo s tem, da imamo na rogu spomenike komandantom slovenske vojske.
A kdo kaj ve o Titovem poslancu Arsu Jovanoviču? Kaj je naredil s tisto partizansko vojsko, ki je bila absolutno partijska? Čem je pa problem? Problem je v fenomenu, ki ga jaz imenujem fenomen instrumentalizacije. O njem bomo danes gotovo še kaj govorili. Kaj pa ste mogli, spoštovani gospod, kdorkoli je tu mojega letnika in više, ali pa še malo nižje? Če vas je nekdo razporedil po liniji vojaške obveznosti, po zakonu v neko enoto, a ste lahko rekel, da tam ne boste bil? Ste mogli biti. Tudi duhovnik je moral biti. In je moral služiti partiji, ker je bila zakonska obveznost. Dajmo to enkrat razumeti. Tako so naredili. To so dejstva. In seveda vsa ta instrumentalizacija in ta stroj, ki se je zgradil, ustvaril torej te mogočne veščevalne službe, ker so tako rekoč vsakogar proti vsakemu obrnili, je vzpostavilo seveda mreže, inštrument, ampak seveda partijsko elito, ki je ostala po osamosvojitvi praktično nedotaknjena. Celo se je proslavila z neko potezo v Beogradu, ki je popolnoma lažna. Kajti Jugoslavijo, v izhodišču ne povem, v mojih očeh nismo zrušili demokrati. Jugoslavijo so si sami zrušili komunisti, ker se niso znali zmeniti med Beogradom, Ljubljano, Zagrebom, Skopjem, Sarajevom in tako dalje. To so resnice. In celo dobili, ne vem, pečat, kot je rekel Jože Pučnik, nekih legend o samosvojitvenih. In še marsikaj bi lahko našteval. Tudi če hočete v varnostnih službah, zelo današnjega časa poznam te mreže. Dve sem tudi, kot ste lahko slišali, na nekem vročem stolu. Sem si dovolil po 23 letih povedati resnico. Še 4 leta nazaj si ne bi upal. Kajti v Sloveniji je tako, da bi potem obrnili to zgodbo meni v kontro in me tudi mogoče pravno formalno gledano strogo upravičeno naznanili in bi postal mogoče spet prestal pri vas na vašem koncu tukaj dol, malo nižje. Ker bi rekli, da sem delal nezakonito, ki sem to počel, kar sem počel. Kaj sem pa počel? Kaj sem rekel tega nazaj 14 dni na vroče stolo pri Vodušku? Šokantno veste, ni bilo novinarja, ki tega ni opazil. V neki kontekstu. Vse ni res, da je Udba prisluškovala meni. Jaz sem prisluškoval Udbi, se spomnite. No, en primer sem že pokazal. Primer na vzorcu kontraveščevalne službe. Ja, kar nekaj dobrih trofej imam kot vojak. In čas sem. In verjamem, da bojo tudi ostale v biografiji našega naroda, da nas balkanska mentaliteta ne more poraziti. Primer Suljević in vse okoli tega, zelo zanimiva. Sam še spremljate. Še ena je padla na podoben način, na podobnem vzorcu, pod mojo komando. Tudi tisto, kar se imenuje Debela vas. To ni zgodba o Buški in Hruški. To je 7 mesecev trajajoča, grozljiva, umazana igra komunistov, na čelu s Kučanom, ki so hoteli spodreda sveda večnega sovražnika Janeza Janše. Seveda so pravilno locirali, da bi to morda bilo možno preko mene, ker ti brigada Moris je nekaj, kar je bilo, to je vzorec slovenske profesionalne vojske. Takrat sem rekel in trdim danes. To ni to, kar se danes dogaja za mojo ubogo vojsko, za katero sem rekel nekje in je bilo tudi objavljeno, da jo vidim kot nedolžno, pošteno deklico, ki je zabredla v kuplareje, ne po svoji volji. In glede na to, kdo vse se je na dno znesel do danes, še zlasti pa kako se je na dno znesel, čuda, da sploh še živi. To so moje misli, ki jih lahko preberete. Včasih se zdijo take, res, malo, ne? Pa saj jaz nimam še občutka, da bi se mi še zasukalo. Tudi nimam občutka, da se mi bo še hmalo. Če se pa mi bo kdaj, pa prosim že vnaprej, razumite, da upravičeno. Tajne službe so veliko zlo, bivše Jugoslavije. Še o njih malo. Kje pa so nastale? O VOS-u kar nekaj vemo Slovenci. Partijska policija, ki je morala čim prej pobijati ljudi, torej nasprotno misleče, različna imena, meščansko inteligenco, krščansko inteligenco in ne vem še kakšne vse vrste notranjega sovražnika. Vemo, kaj so počeli. Ampak
usmerjam pozornost na višjo raven, torej na jugoslovanski vzorec. Mi danes še kakšne vice, ki pokamo o Udbi pa o Kosu, pa o Ozni. Ozna svetozna, Udba, kaj rečemo? Ja, tako in tako naprej, to so neke šale. Ampak tu je brat šalo vzel že zdavne. Vse ima en koren. Koren ima v 13. maju leta 1944, ko je bila ustanovljena Ozna. Ozna originalno je ime srbo-hrvaško, organizacija za zaštitu naroda. Bila je centralna služba, ki je pokrivala vojaško in civilno področje. Pozneje se je razdelila na dva sektorja, na vojaški del in civilni del. Vojaški se je imenoval kontraobveščevalna služba KOS, civilni UDB, Uprava državne bezbednosti. Kjerkoli je bila na prostoru Jugoslavije, tudi v Sloveniji, vidite, kako se da naplavšati, da je bila pa le malo slovenska, že to je kar skoro dovolj, da so slovensko govorili. Ok, nikoli slovenska. Centralizirana jugoslovanska in vrh vsega je bilo. Pri Kučanu se sprašujejo ljudje, še dan današnji, noro za moje pojmovanje na tribunah, a je Kučan vedel za razorožitev? Mislim, pomale me že žali to vprašanje. Užali me. Zakaj me užali? Ker pač, kot vidite, kar nekaj vem in predvsem natančno poznam ustroj Jugoslavije. Slovenski v tistem času je pa samo vzorec istega primerka. Ozna svet Ozna. Zakaj pa? Za čigave potrebe? Za potrebe partije. Ja, partijska policija. Čigava policija je bila pa kontraobveščevalna služba. Partijska, po vojaškem vzorcu in potrebah. Kaj pa Udba? Čigava? Partijska. Čigava je bila milica. Odkot se je predvsem kadrovalo? In še danes imamo velike probleme. In vzorec Depala vesi, ko ga boste bolje spoznali, grozljivka, ljudje, ki so v demokratični državi zasedali pomembne položaje v organih notranje zadeve, so si dovolili delovati proti legalnim predstavnikom.